Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi glasbenik, rocker po duši, kot sam pravi, in stalnica slovenske glasbene scene Miran Rudan. Miran, pozdravljen. Čau, Petra. Kako smo? Dobro, zelo dobro. Sicer vreme nam ne kaže bih najboljše, ampak vsekakor res upam, da bo tudi to minilo. Vedno imam dobro mnenje potem za vnaprej. Nikoli se ne vdam takrat, kadar dejansko bi se mogoče tudi kaj slabega odzvali. So te poletni meseci verjetno naporni za vas glasbenike? Ne me sprašujete. Katastrofa. Se pa radi odzovete takim povabilom? V bistvu ja, zaradi tega preprostega razloga. Vse skupaj to je drugače, kot je bilo pred cajti, odkar smo hodili k vami na cajtenge, pa to. Tudi sami ste si kaj, bom rekel, in pikantnega napisali, pa to, ampak bom rekel, meni je veliko lepše, veliko več lahko povem, ampak ne smem biti predolg, naprimer, to pomeni, da moram biti dokaj hitra, če hočem vse povedati. Naprimer, Jaz moram hitro ti odgovarjati. Kakšen pa imaš sicer odnos z mediji? Zmenila sva se, da se tikava. Kakšen odnos z mediji imaš v vsej tej zgodovini svoje glasbeni? Zelo dober. Včasih je bil plus, včasih je minus. Ampak bom rekel že spet, ko mi glasbeniki delamo tisto, kar je nam najboljše, pa se včasih zafrknemo, tako delate tudi novinarji. Ne? In zdaj bom rekel, kadar je bilo mogoče face, naprimer, proti nekateri zadevi pa ne bom zelo omenil, naprimer, ker mogoče ni bila glih ena in edina, naprimer, da marsikdaj mediji radi napihnete veliko več kot je v resnici, ampak slovenščina je lep jezik in tukaj noter tudi dejansko v bistvu potem najdeš te velike stvari in enostavno bom rekel, jaz sem si v zelo dobrih odnosih od tistega časa do danes, tako da nimam nič slabega proti medijem, niti približno. Zdaj, da greva kar direktno k stvari, jaz goste vedno prosim, da prinesejo 3 stvari, 3 osebne predmete. Ko sem tudi naredil. Ja, ki jim nekaj pomenijo, pa me zanima, kaj si prinesel danes. Kje začnem? Kjer? Ok, prvo začel poročali, zaradi enega preprostega razloga, pa takih vrst ni to samo Ray-Ban, naprimer, ene 3 vrste od Ray-Bana, naprimer, moram ti tudi tako povedati, da ne bo kdo mislil, da imamo mimo v skonterji preveč denarja, pa da se to nabavljamo. Dejansko v bistvu smo včasih deležni tudi, bom rekel, teh reklam, da enostavno bo rekel, pa pridi mi boš naredil reklamo, pa ti si pa izberi, naprimer, no. Ampak dejstvo je, da imam jaz po moji poškodbi glave kar malo še večje probleme z očmi, naprimer, izrazite oči imam, naprimer, ful občutljive in enostavno tudi, kadar je malo svetlobe, jaz ponavadi dajem očala gor, naprimer, to pomeni, da je moj 100%. Potem druga varianta je brivnik, naprimer, ne bom pokazal, kjero firmo uporabljam, bom iz tega vogala, to je, bom rekel, moja frizura, naprimer, vedno je uglajena, tako da bom rekel, kar ena taka moja, pa tudi ni edini, mislim, da jih ima mene 5-6 vrst, naprimer, ne, ampak tudi vsakega sem pogledal, da sem dobil po neverjetno dobrih cenih, tudi vse tiste, ki bi jih bojo rabili, ne smejo vse pogledati v Sloveniji, morajo še malo manj do Italije pogledati. Torej sam skrbiš za tako, za frizuro. urejenost. To je pa seveda tista, pri kateri dejansko v bistvu mi ni treba posebej povedati, kaj je to in pa zakaj je to uporabljam, ampak v bistvu nekaj od otroštva mojega me spremlja. Ta ni sicer zadnji model, ne bom povedal tudi firme, katere, ki uporabljam tudi 2 firme, naprimer teh mikrofonov, ampak ta kar dobro dela, bom rekel, kar dobro dela, ampak glasilke so tudi važne tukaj in pa seveda tisto, kar mi je mati narava podarila. In seveda, to so te 3 moje stvari. Verjetno, da je še kaj drugega, ampak glede na to, da ste me vprašali, takoj naberi 3 in takoj zagrabim, prnesi, sem to tudi naredil. To so te moje 3 zadeve. Zdaj, glasba te spremlja od otroštva, si rekel. Ujela sem, da je bil Street član skupine Avsenikov. Tako, cela familija Rudan je nekako glasbena familija, naprimer star oče pokojni, izredno dober, takrat je bil zborovodja, ampak to bom rekel enega lokalnega, naprimer. On ni bil nikoli učen, tako kot jaz nisem bil učen, naprimer. Mene je dobesedno zanimala glasbena šola kitare, ampak glede na to, da je bil Krško, v tej glasbeni šoli ni bilo kitarske, bom rekel kitare za učiti, naprimer je bilo v Brežicah, ampak takrat je bila pot do Brežic malo predolga, naprimer, vlak je bil ali bil avtobus, tiste poti so se dobesedno, bom rekel, časovno niso ujemale, temu tako, da nisem šel, da sem samouk, prvo sem začel za kitaro in potem s petjem, ampak s petjem je bilo čisto, bom rekel, res slučajno, ampak nekdo v familiji, tako kot si ga že omenila, pa moram reči, žal mi je, da je pokojni že, naprimer je Albin Rudan, on je šolen klarinetist, pravi za njega, da takšnega človeka s klarinetom ga dobesedno tudi človek, sam človek, tudi inštrumentalist, da enostavno v tej Sloveniji se ni nikoli rodil, da bi njemu dobesedno prišel nekje na rob vsega tega. Jaz verjamem, da so tudi drugi dobri, ampak to, kar sem videl pri njemu, to, kar dejansko v bistvu slišim še danes, res prihaja iz te familije Rudan. Kaj bi pa bil Miran Rudan, če ne bi bil glasbenik? Je obstajala alternativa? Ne.
Dobro vprašanje, Petra. Da si me vprašala, bom rekel tisto vprašanje, ki me noben ne vpraša to. Ampak dejstvo je, da sem jaz hodil prvo v trgovsko šolo, potem sem dokončal še komercialno šolo, ampak enostavno imel sem ful dobro štipendijo, to je bila Elektrotehna Ljubljana, naprimer, tudi v prvih letih v kariere sem delal na Wolfovi ulici, tam je bila edina trgovina od Melodije More, to je bila mičkena trgovina, ampak tam smo delali vse skupaj preko papirjev, glasbene šole, tudi muskontre, čeprav takrat se ni glih ne vem kako dala dobiti pri nas kvalitetne inštrumente, naprimer, ampak posel je bil dober, naprimer, seveda sred Ljubljane, naprimer, ampak moja pot je dejansko dobesedno hitro zdivjala tam, to, kar delam tudi dan danes in res nimam odgovora na tvoje vprašanja, da me vprašaš, kaj bi pa jaz delal. Če bi me zdaj vprašala, kaj bi jaz še rad delal, verjetno bi ti rekel, ampak glede na to, da si me vprašala zgodovina za nazaj, pa res nimam odgovora. Zdaj prej, ko si opisoval sončno očala, si omenil prometno nesrečo. 24 let je od tega. 24 let, ja. Kaj se je takrat zgodilo? Pa bom rekel, po eni strani moja velika neumnost, pa mogoče tudi, se bom na hitro povedal, moja šola, naprimer, pa ena moja kazen za vse tiste dneve, ki si rečeš, jaz sem, to se meni ne more zgoditi, bolj v tej smeri. Enostavno, brez čelade, jaz in DJ Silvano, ker dosti ljudi ga pozna, da Vrdiče je, sva enostavno bila na morju, enostavno niso se preganjala z avtomobilom, to je bilo zjutraj, zraven bili smo povabljeni na mojemu dobremu prijatelju, tudi dan danes, naprimer mojemu človeku, ki ga imam zelo rad, naprimer Dejan Vindiš, DJ Time, Aktual, in mi smo bili dejansko v bistvu na poletnem mičkenem dopustu, mini dopustom, naprimer medno so se peljala, potem da gremo na plažo, naša plaža je bila nekje v Piranu, zraven hotela, takoj v morju, in enostavno na neumen način čelade so imela oba pripete z rokami, naprimer, tudi kilometrina, bom rekel, ni bila ne vem kako prevelika, ko se je on vozil s skuterjem, takrat nam je nekdo zaprl pot, nič hudega sluteč, se je pa zgodilo to, da je bila kar huda poškodba glave takrat, naprimer, ne, in vsekakor bom rekel, ne vem komu se zahvaliti, mogoče tudi nekomu gor, da dobesedno sem sploh preživel, pa da se danes med lahko pogovarjam in da seveda delam posel, ki mi je pri srcu zrastel in mi je največ v mojem življenju. Tudi zdravniki so takrat rekli, da je bil čudež, na novo si se učil pisati, govoriti. Kako težko obdobje je bilo to potem po nesreči? V bistvu mogoče glede na to, da sem lev po horoskopu, mi ni bilo tako težko, zaradi tega, ker vedno me žene nekam naprej. Jaz sem imel vsa ta talent, tudi ker jaz sem to dejansko v bistvu slišal iz svojih ušes, naprimer, samo Soča, naprimer, glih prej sem minimalno podebatirala, naprimer, o tem, da v Soči direktorica je rekla, ker jaz nisem hotel biti tam, je rekla, da to je nemogoče, da v končni fazi je to hudo, da jaz se lahko pretvarjam, ampak da to je samo ena samo osebna volja do vsega tega, da se to pa ni nič, ampak v meni res ni bilo toliko, kot so ljudje dejansko v bistvu po vseh tistih izvidih, naprimer tudi to pomeni, da sem bil res, mogoče res čudežen, ampak vsa tista to, kar si me vprašala, naprimer in branje, in pisanje, in govorenje, tudi danes imam jaz včasih malo probleme, naprimer sploh kada sem mogoče, ne da bi bil slabe volje, jaz se ful znam hitro umiriti, kot sem se pa takrat umiril, ampak včasih pridejo kakšni dnevi, naprimer, ker bom lovil kakšne besede noter, ne, ampak to dela res huda poškodba glave, praktično zraven je pa to minimalno od tistega, kar se zelo medva tudi pogovarjava, lahko pa da bom tudi danes poiskal kakšno besedo, da bi ti jo povedal. Kaj bova poiskati? Tako, ampak takrat je bilo to, bom rekel, kar tragično, zaradi tega, ker kjer me je videl takrat, pa mi danes reče, ti lahko nekaj rečem, ne? Pa sem rekel, seveda mi lahko, ne bo zameril. Sem rekel, ne bom zameril zaradi enega preprostega razloga, ker to sem bil jaz takrat, naprimer, ne? In je rekel, da je bilo ful težko me takrat dejansko v bistvu tudi sprejemati takšnega, kot sem bil v tistem trenutku, ali pa samo par mesecev nazaj, ne? Tako da ni bilo tako z lahkoto, praktično 100%. Preden sva začela snemati, si omenil, da si tudi bolj čustveno takrat. Jaz mislim, da to bojo tudi naši poslušalci videli, naprimer tisti, kateri nas gledajo, da hitro za kakšno vprašanje, praktično se mi kakšna solzica, sem, bom rekel, sigurno za, ne vem, v procentih, če bi rekel 99 bolj procenten, že prej sem bil praktično, ampak zdaj še na splošno, naprimer, nekatere zadeve, ne da me prizadane, ampak tako, nekako so mi drage pri srcu in takrat pokažem malo solzic praktično, malo se zarasijo v oči. Zdaj, ko sem brskala članki na naših spletnih straneh, se veliko pojavlja tudi en tak nesrečen dogodek, nesreča s kolesarko, ki se je zgodila. Kakšno obdobje je bilo pa to zate? Težko obdobje, glede na to, da je vse skupaj trajalo 15 let, naprimer, ne. Zdaj, da bi na hitro to vse skupaj, naprimer, da ne začenemo od začetka do samega konca. Človeku se to lahko zgodi vsakemu.
Čeprav pri meni dejansko v bistvu bila ena stran, ki me je dejansko v bistvu jemala kot nedolžnega, eno pa totalno, bom rekel, kot zločinca. Ne? Tukaj moram samo eno zadevo povedati. Vse tisto, kar sem jaz dejansko v bistvu trdil v 15 letih, je totalno v meni to noter. Še danes pa ne vem, bom rekel, tudi sama sodba v imenu ljudstva ni dokazala meni krivdo, kaj je bilo sploh narejeno, da je uboga gospa dobesedno takrat padla in potem tudi po parih mesecih umrla, naprimer, ne? Ampak moram vam povedati vsem skupaj, da od tega je že tudi 24 let. Če kdo misli, da je meni lahko za vse skupaj to, potem dejansko v bistvu se zelo moti, naprimer, ne? Ampak samo tako, kot sem rekel, sodba v imenu ljudstva ne pokaže meni to krivdo. Noter, čeprav na koncu sem obsodil pogojnega, 8 mesecev na 2 leti pogojnega. Ampak v končni fazi bi šel jaz tudi sedeti, ampak enostavno bom jaz rekel, prepričan sem še danes, lahko je bil kakšen drugačen stvar tam, ki se je zgodila, pa da sem morda res bil krivec, jaz naprimer. Tako, kot je pa pisalo, pa niti v sanjah približno ni bilo tako in jaz sem cel cel trdil samo to. Jaz sem v končni fazi, oni so bili tisti, kateri so mi dokazovali to. Mi pa 100% ni žal danes za vse skupaj to, zaradi enega preprostega razloga. Če si človek, dejansko v bistvu počutim se en delček krivga. Bil sem v tistem trenutku in v tistem času res tam in lahko, da sem bil tudi jaz delno povzročitelj tega, da te gospe dejansko v bistvu ni več. Kot si rekel, vedno boš to nosil v sebi. Žal mi je, da dejansko v bistvu, ampak tako, kot sem že začel, vsakemu se lahko zgodijo take stvari, ampak jaz upam, da jih bo pol. Jaz sem nekako prenesel to, naprimer, ne? Ampak enostavno noter me verjetno tudi dnevno malo zaboli, pa se spomnim, pa še zmeraj se sprašujem, po končni fazi, ki bi bil vsaj kdo, ki je bila priča in kakšen stvar, da bi dobesedno dokazala, pa v končni fazi bi tudi jaz rekel, lejte, to se lahko vsakem zgodi, naprimer. Tako, jaz nisem nikoli obsojal tistega, ki je povzročil nesrečo v mojem najlepšem času slave in pevske kariere, nisem tudi danes tega. Se mi pa tudi tista misel, kaj se vse skupaj zgodilo, naprimer z glavo, pa kaj se vse dogajalo, tudi mogoče na dan, saj za 1 minuto vedno spomnim tega in je v tebi noter, naprimer, ne? Te je pa verjetno to izoblikovalo v človeka, kot si danes. 100%. Pa ne bom rekel, da sem jaz pred to nesrečo slabši človek ali pa bilo kaj, ampak enostavno, kadar se ti ene stvari zgodijo iz minimalnih stvari, glasbeniki imamo željo, da smo najboljši, takrat je bilo pa celo to, toliko si mlajši, enostavno se razmišljaš, da si najlepši, da nič se ti ne more zgoditi, imaš najbolj prodajano pločo, enostavno ljudje terejo na tvoje koncerte in enostavno takrat vidiš samo sebe in še enkrat sebe. Če bi se mi danes to isto zgodilo, kot se mi je takrat, kar se tiče glasbe govorim, ne bi nikoli tako razmišljal v tem, zaradi tega, ker sem ratal totalno drugačen človek. Enostavno vem, da samo jaz za tem poslom dejansko v bistvu, da je meni v redu. Je dejansko v bistvu še en cel spekter drugih stvari, tudi ljudje v končni fazi, oni so moji sodniki. Če tega ne bi bilo, če ti nisi sposoben, da bi se non-stop dokazoval praktično, naprimer v to, da si vsako leto boljši, da dejansko v bistvu delaš dobre stvari, če ne bi bilo njih kot sodnika, kaj bi imel jaz od tega praktično, naprimer, ne? Edino to vam moram povedati, da od tega noben od glasbenikov, mogoče res mojega pokojnega strica in tega, da so lahko obogateli zaradi tega, ker se dejansko v bistvu ogromno tujine je bilo. Mi smo mehni, mi imamo samo 2 milijone, dejansko v bistvu pa še teh ni mogoče ta pravih, bom rekel zdaj, ampak enostavno jaz mislim, da se da živeti in enostavno bom rekel, jaz se trudim, naprimer, da bi bil vsakič boljši, ampak imam tudi to željo biti boljši, zaradi tega, ker nekomu kontrirati je meni kot levo, bom rekel, nekaj tako fantastičnega, ampak seveda kontrirati na tak način, da bom rekel, če imaš ti dobro stvar, bom probal še boljše narediti, naprimer, ne? To probam, včasih mi rata, včasih mi ne rata, naprimer, ampak ta želja dejansko v bistvu ni umrla v meni. Mogoče tudi po tej poškodbi glavi je ta stvar mogoče še večja, pa tudi vseh tiste, bom rekel, stvari, ki so se dogajale 15 let okrog sodišča in okrog vsega tega, naprimer, ne? Delček vsega tukaj noter ostane in mogoče tudi nekaj v tebi. In jaz nikoli nisem verjel, da v vsem slabem je tudi nekaj dobrega, ali pa v vsem zelo dobrega je nekaj slabega. Tukaj bi vam pa jaz lahko, če bi imel več časa, opozoril, ali pa v bistvu nekako naredil celo, bom rekel, zgodbico, da bi bil filmček na koncu, kaj dejansko v bistvu je bilo meni najbolj poglavitno na to vprašanje, naprimer, da sem jaz dobesedno postal takšen dan danes, pa da sem takšen človek.
Da ne bova zdaj samo o teh težkih Pa trenutkih. dobro, se niso bili tako težki, bom rekel, v tistih lepih so tudi slabi so dobri, tako da nič, lepo, da si me vprašal. Vseeno pa si bil član številnih glasbenih skupin, zagotovo najbolj znani pop dizajni, vmes solo kariera, Randevu in na začetku, koga sem še pozabila? Moulin Rouge. Takrat sem zmagal na audiciji, bil sem star 18 let, mislim, da je bilo takrat med 150 pevci, oni so iskali novega pevca, Miki Šarac, samo nekoga, da ga omenim praktično, ker ga ljudje zelo, zelo dobro poznajo, naprimer, in nekako zmagal sem, ampak malo po tistem, glede na to, da brat od Mikija Šarca, Goran Šarac je pa že igral pri skupini Randevu. Randevu je bil pa takrat tako pojem vsega tistega, kar je dejansko v bistvu obstajalo v sami pop glasbi, naprimer, ne? Tudi da me ne bo za kdo slabo vzel, naprimer, enostavno, kadar si mi imel ponudbo, to imel sem jo pa kmalu po 6 mesecih, to bom rekel, da je za glasbenika, za pevca, ki prihaja iz Krškega v Ljubljano, to je bila ena taka sreča, da je to nekaj neverjetnega, komu se to lahko zgodi. Zaprejo te v takrat najboljši studio Aceta Razbornika, studio Tivoli v Ljubljani in ti dobesedno vržejo odpoj, boš videl, kaj se lahko zgodi vsega tega, naprimer, ne. Jaz sem to naredil, ampak glih to, kar sem prej omenil, da me ne bo kdo zdaj začel vleči za to, naprimer, takrat se v bistvu tudi začela tista čudna zadeva, da pop band igra harmoniko. In dobesedno, da Bela deklica je bila takrat tudi narejena, Rudan je mogel pet praktično, pa ne mogel pet. Meni je bilo takrat vse skupaj smešno, zaradi tega, ker prihajam iz svoje mladosti kot rocker, kot agresiven pevec. Jaz še narodnjaka, naprimer, če bi mi zdaj rekla zapojem zelo, zelo agresivno, ker takšen sem, na koncu bo dobro zvenelo, naprimer, ne? Ampak pri Debeli deklici pa cela tista plošča je Miran Rudan pel na tak način, joj, kako se meni dopade, tega danes več ne naredim. Ampak takrat me je bilo malo strah, zaprejo te v en studio, te pa se zdi, da se dejansko v bistvu se ti je Sveta Marija, pa ne vem, kjeri angeli, vse skupaj so se ti dobesedno te vlečejo v nebesa gor, naprimer. Res naporno, ampak bom rekel, srečo moraš imeti včasih, naprimer, ne? Pa še kdaj na koncertu zapoješ Debelo deklico? Vsekakor, to je ena mojih največjih uspešnic, čeprav ogromno ljudi še vedno nekako, če bi šel zdaj z nekom, naprimer, če gremo zdaj ven pa rečemo, ok, povejte mi, poznate Debelo deklico, kdo je pel Debelo deklico? Šerbi. Točno. In to še danes rečejo, praktično glede na to, da so se vsi normalno pozanimali, kaj pa je zdaj, to pa rečejo, ne, ni res, Rudan je bil, naprimer, ampak mogoče takrat v tistem času, ki je bila Šerbi pa Agropopo nekako pasala glih tej Debeli deklici, ne? Bil si pa tudi del zmagovalne ekipe na Euroviziji, to pa kar pozabimo malo. Pa v bistvu niti ne pozabimo. Jaz bom rekel, da v bistvu vse te zadeve so meni, tisto, kar se je zgodilo, je repa zgodovina. Ampak ogromno stvari, naprimer, jih jaz ne vlečem ven zaradi tega, da bi vam zdaj pokazal svojo vrednost, ampak imamo v enem takem mozaičku, naprimer, če bi šli k meni domov pogledati, niso to neki predalčki, ampak to je, vam razlagam, kaj je v moji glavi, naprimer. In vse tiste stvari, naprimer, tudi če Laurina plošča, jaz se rečem v srce, v tistem času, ki je bila tudi nesreča, je še vedno najbolj prodajan album v tej državi, novi državi Slovenija. Nekako ne gledam, kaj je bilo takrat, pa kaj bom zdaj naredil s to glasbo. Vse skupaj gledam na nekako drugačen način. Ful lepo je bilo, imaš to, ampak že spet, kot sem prej rekel, ful sem imel dostikrat v življenju veliko srečo, če se temu reče sreča. In poškodba glave. In dejansko v bistvu Randevu, da sem bil pri 18 letih videl najboljši studio, začel z najboljšim bendom takrat. In tudi Evrovizija. Jaz sem imel željo, normalno že kot mulec praktično, kako prideti zdaj tukaj, kako onotreto. Takrat je ratalo, sicer nismo zmagali mi, ampak je Toto Cutugno, ampak enostavno Pepel Inkri me je pripeljal zraven, pa zaradi enega preprostega razloga, če bi bil zdaj Tadej še živ, bi on rekel, rabili smo najbolj agresivnega rokerskega pevca, ki dejansko v bistvu bo to naredil kot piko na i. Meni je to ratalo, doma je lepa vazica, ampak kot sam spominek bom rekel, meni izredno pri srcu, ampak nikoli se ne oziram za njega, kaj je potrebno zdaj narediti od tistega, da bi bilo lahko tako. No, da ne bova samo v zgodovini, kdo pa je glasbeno Miran Rudan danes? Zdaj, ko sem se peljala na ta intervju, sem poslušala Medeno, to je vseeno balada. Je rokerska balada, ampak je taka romantična pesem. Dobro, zdaj moraš dejansko v bistvu to tudi vzeti na tak način, da mene izredno lahko spraviš tudi v neko romanco noter, tako da bom rekel, sem agresiven pevec, verjetno, da oni pravijo, naprimer, da Rudana se ne da oponašati, zaradi tega, ker ima dobesedno en svoj stil, en svojo barvo glasu, ampak tako bom rekel pri Medeni. Medena je modern čas. To pomeni, naprimer, da tiste, kar smo prej debatirali, so zdaj prišla do tega, naprimer, v katerem lahko rečem, da je Rudan drugačen naratu zaradi tega. Rudan drugačen tudi musko gleda v tem času, naprimer. Tudi sam
komponist, naprimer Matjaž Vlašič, točno verjetno ve, čeprav se niso nikoli v tem, verjetno mu upam, da bo gledal to, pa mu bom na ta način povedal, da on dobesedno ve vsako linijo pri meni, kaj bi bilo uspešnega za ljudi, ki dejansko v bistvu ti naredijo barva glasu. Ampak na koncu bi pa on rekel, se je tudi on krivec, glede na to, da on ustvarja zgodbo med novimi komadi, ali je bil to Norcu podoben, ali je bilo to. Medena je ena zgodbica, ki smo vsi ne vem koliko let bili tiho. Ta je bila z unim, veš, pa ona hodi s tem, ampak ne polno tretjo. Medena je ena moderna zgodba, kaj se lahko zgodi, ampak še zmeraj sem jaz tekst pripravil v današnjem času noter, da tudi tisti, ki temu ne bi verjeli na tak način, noter najdejo neko romantiko, ampak zelo ne bomo imeli cajt, da bi ti povedal, kje so mogoče tiste ključne Koliko pa je stvari. osebna izpovedi v Medeni? Nekaj je, ampak bom rekel, bolje. Zdaj moram ti povedati tudi to, lepo si me vprašala, da dostikrat, kadar delam tekst do konca, pa res, da mi to ratuje zadnjih 10 letih, tudi naprimer Lažeš mi, naprimer, ne je bila za Medeno, pa da je tak uspeh naprimer naredila, da jaz vedno se nekako noter prekradem, mogoče tudi ti si mi danes nekaj takšnega povedala, naprimer, da bom vzel to, to pomeni, da kadar bom delal, se bom spomnil na tebe, kaj si mi rekla tam in bom tisto premaknil na široko obzorje. To pomeni, če nisem jaz dobesedno med množicami, če ne iščem njihove zgodbe. Jaz sem pa te zgodbe slišal, nisem tako mlad več praktično, da bi mi te pa te razlagali. To pomeni, da Medena je dobesedno skupna zgodba, naprimer. Je delček mene, normalno, da je delček mene, ampak niti približno ni kot original, naprimer. Če ne bi bil v urbanem okolju noter, pa slišal to, nikoli ne bi ratala taka Medena, pa tudi verjetno, da Lažeš mi, ne. Ampak vse probam slovenščine, bom rekel, in lep jezik in težek jezik. Ampak jaz sem prepričan, da se da z vsako vejco, z vsako besedo prepričati tisto. V bistvu mi imamo več besed za pomen nekaterih, naprimer, in vedno iščem tisto, katero me bojo razumeli. Če jih je to, naprimer, ne vem, 1000, imam ful veliko želje, pa se ful potrudim, da je vsaj 600-700 ljudi dobesedno me razume vse skeptov. Koliko časa ti povzame, da napišeš en tak tekst? 2, 3, 4 mesece. Aha. Ne vem, nikoli nisem štel tega, ampak jaz mislim, da je sigurno 3-4 mesece, naprimer, zaradi enega preprostega razloga, ker nobeno stvar ne moreš hitro narediti. Glede na to, da pa potem, kako kopleš, naprimer, ne, ni tako rahla zemlja, naprimer, da bi lahko kar na hitro naredil. Mogoče se je zgodila kakšna zadeva, naprimer, pa tudi se ne spominjam zelo. Mogoče na božično noč je bila najlažja zadeva, ker jaz sem si sposodil melodijo, tekst nemški je bil totalno drugačen, a meni je cel cent v glavi se vrtelo, zapadel je prvi sneg. Mislim, da je bilo z lahkoto narejeno, ampak dosti cajta nisem si priznal, da ipak to ljudem daje tisti ta pravi čar. Naprimer, vse ostale pa res kar nekaj cajta, bom rekel, šrafam, da pridemo potem. Ampak tudi tako bom rekel, nekateri so ogromni, nekateri pa malo manj ali pa dosti malo manj vredni od tistega. Nikoli pa od tega ne moreš najdeti na končno piko na i, da je pa zdaj to in zdaj boš delal samo to. Nikoli v življenju. Vedno se učimo. Točno tako. Zdaj sem pa jaz pripravila 3 naslove, ki bi se potencialno lahko pojavili v časopisih, pa bova skupaj pokomentirala, če je možno, da se to zgodi. Prvi je takle. Dokumentarni film Mirana Rudana podira vse rekorde, nominiran za prestižno filmsko nagrado. Koliko je možnosti, da bomo v bližnji, daljni prihodnosti brali takšne naslove? Oziroma, v kolikšni meri si želiš, da bi jih? Jaz bom rekel, da si niti ne želim tega, zaradi enega preprostega razloga, ker v končni fazi sem že vse povedal, kar sem imel zapovedati, ostal je pa še velik procent vsega tega, kar nisem. Zaradi tega bom rekel, da ena sama taka zadeva mene ne prepriča zelo v tem momentu, da je pa to zdaj bum in da bom jaz. Normalno, da bom imel solzne očitke, ki jih imam zelo, naprimer, ampak dejstva so tukaj drugačna. Naprimer. Tako, kot si prej omenila, naprimer, da sem se jaz spremenil, da nisem več takšen človek. Rad bi samo v sebi pokazal, ne v sebi, ampak sebe, ostalim ljudem, naprimer, da cela zadeva ni takšna včasih, kot si jo oni razmišljajo, a pa tudi, naprimer, tudi ne bom jezen, naprimer, na kritike, ki bojo oni, ki bojo to gledali, naprimer, ampak tokrat imam prvič možnost v življenju pokazati to filmsko, kaj je Miran Rudan, kako Miran Rudan deluje in kako bo deloval naprej. S tem filmom ni konec vsega tega, ne? Ampak zdaj pa kar se bo pa zgodilo, bom rekel, a te lahko po pravici povem? Po končni fazi me niti ne zanima. Probamo narediti samo, v bistvu cela ekipa bo probala narediti najboljše, nisem pa nekako, bolj me zanima v naslednjem letu izdaja plošče in pa seveda pesem Amen.
Ampak mi to že delamo cel cel zdaj. Ampak samo za enega preprostega razloga, pomemben mi je film zaradi tega, ker 40 let, to glasbene karijere, ljudje ne vejo, Mularija ne ve, pa hodi na naše koncerte, oni vejo, da je Rudan pel tak. Ampak mogoče niso toliko seznanjeni, kot bo pokazal film na vse skrat. No, potem sem pripravila še en naslov. Spet bi me rada vso. Tega se še nismo dotaknila danes. Vili Resnik in Miran Rudan prepričala gledalce, se vidimo na Euroviziji. Ali obstaja možnost, da združita moči? Mogoče ja. Medva z Viljem, pa bom zelo čisto hitro povedal, mogoče po enih čudnih okoliščinah sva se toliko let držala malo en proti drugam, naprimer, ne? Ampak jaz bom rekel po pravici danes, naprimer, da me Vili presenetil in čustveno in kot človek, tako da so si kar dobra, ratela ne družila se še tako, naprimer, ampak nekako medva imava nekatere stvari, tudi ne samo zaradi tega, da so bila v istem bendu, naprimer, ampak neke stvari imamo skupaj v sebi noter, ki potem kot velika skupnost funkcionirajo 300 km/h. On ima nekaj, jaz imam pa nekaj, naprimer, pa ne znam povedati, zdaj, nikoli pa njemu ne iščem, ampak pogledam pa posnetek, si pa rečem, pa porka duš, se to res zverinsko dobro zveni, naprimer. Ni rečeno, nikoli, bom rekel, ne reči ne, ampak mogoče mene osebno kot osebno, lahko pa da bo padla kakšna ponudba, Eurovizija več ne zanima. Eurovizija je ratela kompletno nekaj drugega. Čeprav jaz bi šel v to, Vili sicer ne vem, če bi šel v to, ampak jaz bi šel zraven muske še v druge potegavščine zraven in to je trenutno tista stvar, v katerem dobesedno je dobiček pri glasbeniku. Glasba ni več takšna, kot je bila prejšnjo leto, še prejšnjo leto. Tudi če zdaj pogledamo samo, tudi v zdajšnjem času, dati single ven, je nekaj čist takšnega, ker imajo ljudje z drugimi stvarmi ogromno svojih, bom rekel, skrbi, tako da niti jih ne zanima to. Treba jim narediti nekaj novega, nekaj, malo po domače pa jim, nekaj svinsko novega, naprimer, da bo njih že spet nekako čar potegnil v to. Nepričakovanega. Jaz dejansko bom rekel, to je že nekako pri moji novi skladbi Amen. Ne bo govor o nekih romancah, medenih ali pa vnotreto, ampak rad bi človeško življenje na dokaj kratek način, ne preveč kratek način, naredil v tako zgodbo in na koncu dobesedno vsem o tem rekel, ok, amen. Lahko bi tudi, kam bomo medva danes nehala, bom rekel, adijo, amen praktično. Lahko bi jaz rekel. No in še tretji naslov. Skozi celoten pogovor omenjava to rockersko dušo, pa me zanima, če bomo lahko v prihodnje brali tale naslov. Miran Rudan prejel vabilo znane rock skupine, posneli bodo duet. In katera skupina bi to bila, da bi bilo res... Že spet mi bereš iz glave zaradi tega, ker da bi ti nekdo to povedal, ampak vem, da ti ni. Jaz sem bil takrat, kadar sem bil mulac, men fantazija. Je bila ta normalno, naprimer, ne so bili naprimer takrat v tistem času, dobro, Rolling Stones so bili malo bolj komercialni, tako da mi di kakšen AC/DC, ali pa bom rekel v naši državi, bom rekel taj naši ne državi, republiki takrat Pomaranča, naprimer, ne. Na kar me kitarist pred parimi leti pokliče, glede na to, da so bili brez pevca, enostavno si pa želel, da mu Rudan to tudi zapoje. Jaz pa enostavno na tistem koncertu, mislim, da so ga oni imeli v Križankah, potem neka obletnica je bila, tega nisem mogel narediti, upravičil mi je tudi to, ampak če bi kdaj, pa mogoče tudi kakšna priredba njihova v zdajšnjem času, dala si mi en dober namig praktično, da mislim, da se bomo medva z šefom tega benda tudi mogoče res slišala v prihodno, ampak ne zaradi tega. Rock je res malo v eni taki, bom rekel, čudni položaju, naprimer v teh časih, pa tudi nekaj časa nazaj, ampak meni je to še zmeraj taki užitek, da je to nekaj neverjetnega. In ti me res v tem intervjuju me spominjaš za nazaj, da ti jih moram priznati, na kak način je, naprimer, ampak 100% bi bilo to, s katerim bi bil pripravljen v tem trenutku sodelovati, je to Pomaranča. No, pa smo mogoče poslala eno tako željo v vesolje. Pa upam, da se uresniči. Midva bova počasi rekla amen v tem intervjuju. Hvala, da si bil moj gost. Hvala tebi za povabilo. Upam, da niso bila predolga, preizrazita na določene stvari. Mislim, da sem odgovorila skoraj vse, ampak enostavno res premalo časa imamo, da bi dobesedno vse mogoče tudi čustveno potem povedal, ker če ne bi se mi dostikrat usipale še bolj solze. Nekatere stvari pa, bom rekel, postajam dokaj hladen, ampak ipak življenje gre naprej, tako da pomeni, da vse tisto, kar se nam je zgodilo in slabo in dobro, moramo nekako vzeti za neko rezervo in brez tablet, brez alkohola in mentora, tu je že 24 let. No, veselje me, da si bil z mano. Kipca. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami.